zavračanje nasilja. To pomeni katerega koli, ampak revolucionarno nasilje, totalitarno nasilje je bilo tisto, ki slovensko družbo je zelo okužilo, zelo obremenilo in jo še okužuje. In pojem, ki se mu pa tudi v zelo resnih filozofskih raziskavah nasproti postavlja, je pa zvestoba. Se pravi, ne nasilje proti nasilju, te močne, silovite spremembe proti enemu potrpežljivemu, dialoškemu, recimo demokratičnemu sporazumevanju. Ampak zvestoba pa pomeni tudi, da v tem iskanju, v tem življenjskem potovanju je pravzaprav maraton bolj primeren kot pa šprint. Zaupanje. To pomeni, da je to, kar človeka pospremi v svet, ta recimo ena otroška brezskrbnost ali pa radovednost, čudenje. In jaz bi rekel tudi pripravljenost na spremembo. Se pravi, nismo mi tisti, ki bi bilo prav, da se zapečatimo v eni drži, v enem stališču, v enem pričakovanju, v enem hotenju, ki bi mislili, da je naša volja in ambicija tisto, kar je zelo usodno. Ta pojem je pravzaprav pojem, ki ga nekateri seveda povezujejo z vero, da je zadost se naučiti zaupati. In to se mi zdi, da je tudi eno lepo razbremenilno izhodišče v življenju. Problem zasvojenosti, in se pravi nasproti zasvojenosti treznost. Jaz sem svoje zadnje pivo spil 27. novembra leta 1994, se pravi, je moja izkušnja abstinence in treznosti 18 let. In bi rekel, da je čudovita, jo priporočam vsakemu. Vest, zlasti, če temeljimo že na vesti 10 zapovedi in pa teh čisto normalnih človeških spraševanj, kaj je prav in kaj je narobe, je pa stvar, s katero se je treba v bistvu dnevno spraševati. Tako da tudi, če ne govorimo zdaj o krščanskih izhodiščih, se mi zdi, da je za vsakega človeka izjemno koristno, da se sprašuje o dobrem in slabem, kaj sem sebi, kaj sem drugega slabega storil, ali pa da se vsaj držiš zlatega pravila, ne stori drugemu tistega, česar ne želiš, da bi drugi storili tebi.